Kuhinja, kopalnica na prostem, sledi ognja, šotori, visoko postavljen jambor. Vse to tvori pravo skavtsko mestece, v katerem prebiva 320 skavtin in skavtov iz 11 čet ter 60 voditeljev prostovoljcev. Z njimi smo se družili na dnevu odprtih vrat, ko so skupaj s sorodniki in prijatelji izdelovali vodne rakete. Kot vidite, veliko stvari delamo sami, postavili smo si tudi šotore, v katerih spimo. Tukaj imamo, recimo, prvi dan smo postavili šotore in te zgradbe iz lesa, vhodna zgradba, pa potem pajkova mreža. Občasen dež jih ne moti, čeprav jim zmočijo oblačila. Včasih smo tudi mokri, ampak skavti smo, se moramo s tem sprijazniti in to je skavtsko življenje, ne? To nam je všeč, zato smo tukaj. Nekateri starši so priznali, da bi tudi sami prišli v tak tabor. Ja, predstavljam si, da bi mi to zelo pasalo. Mogoče bi šla celo z možem, brez otrok, mogoče sami starši ali pa do cele družine. Glavni namen tabora je prek dejavnosti vzgajati mlade ljudi v aktivne in odgovorne državljane. Naš dan izgleda tako, da v bistvu otroci je predvsem njihova naloga, da se znajo znajti in poskrbeti sami zase. To že zjutraj tako izgleda čez cel dan, da si v bistvu sami kuhajo, sami pripravljajo obroke, odgovorni so drug za drugega. Poleg tega se odpravijo na potep čet in prespijo zunaj začrtenega tabora, v najrazličnejših delavnicah pa se naučijo novih veščin, pri tem pa se ravnajo po temeljnih vrednotah. Od pripadnost svetu, pripadnost domovini, vera pa pripadnost cerkvi, prijateljstvo, ljubezen, spoštovanje. In še sporočilo za gledalce. Bodite pripravljeni, to pa pomeni čistost, odkritosrčnost in požrtvovalnost in pa da starejši ščiti mlajšega. Da so bili skavti res veseli naše družbe, dokazuje tudi prošnja za naš podpis in z veseljem smo jim ustregli.